Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v nadaljevanju nostalgije z Ladom Leskovarjem, vrhunskim popevkarjem in šansonjerjem. V prvih dveh oddajah smo z gostom Ladom Leskovarjem predstavili njegovo bogato pevsko in glasbeno pot. V tokratni oddaji Nostalgija pa bova z našim gostom, gospodom Leskovarjem, govorila o njegovem delovanju na področju filma, filmske umetnosti in gledališča. Lado Leskovar ni samo izjemen pevec, marveč je tudi odposlanec UNICEF-a. In še nekaj. Lado Leskovar je izdal tudi knjigo, lastno biografijo, več nam razkrije v nostalgiji. Spoštovani Lado, lepo pozdravljam, ponovno smo skupaj, malo se bomo podružili in malo pogovorili. Za uvod v novo oddajo Nostalgija se bova uvodoma dotaknila področja filma, v katerem si pustil vidno sled. Že kot otrok si nastopil v Prvem kekcu leta 1951, pa me zanima, kako si prišel do te vloge, si bil izbran na avdiciji? Če lahko, bi jaz majčkeno drugače začel, če dovoliš. Ja. Moj odrski nastop se je začel leta 1945, januarja, vojna je še bila tukaj. To je zvrvi kot 3-letni otrok. Še niti 3 leta nisem bil star, ker sem rojen marca, januarja. Razumem, ja. In sicer na oprsju Valerija Hejbalove, velike zvezde evropske, Pevke. Ja. In sicer v Madame Butterfly. V operi. V operi. Wow. Tako da, če me kdo od koleg vpraša, kako si ti začel, jaz sem v operi začel. V operi. No, ampak potem sem se pa jaz vedno ukvarjal, jaz kot mulc sem hodil v gledališče na dijaško stojišče, ker je bilo ceneje kot karkoli drugega, ni bilo denarja. Gledal drame, opera mi ni bila toliko všeč že v samih začetkov, ampak dramske stvari sem pa že kot mulc, tudi če kaj nisem razumel, sem vsem užival v tem, kako se je to dogajalo. Tako da sem blizu temu bil vedno. Tudi dokaj rad sem imel knjige, tako da sem, mislim, da veliko čital. Ta moja ljubezen do literature, umetnosti, sploh se je pokazala še celo, se bom vrnil nazaj, še celo v pomorski šoli, ki je čista strokovna šola v Piranu, ko sem bil, kjer smo mi leta 1960 tudi malo na mojo pobudo uprizorili Golobe miru Miloša Mikelna. Pomorska strokovna šola pa se gre teater, v Tartinijevem gledališču smo imeli to predstavo. Kar je zanimivo, jaz sem kasneje pol Milošu Mikelnu to povedal, pa zakaj mi tega prej niste povedali? Meni je bil všeč, to besedilo mi je bilo všeč in potem smo to delali s tem, da nismo imeli žensk takrat v pomorski šoli. Ampak ste odlično odigrali, kako je to bilo. Ja. In smo si sposodili eno dijakinjo. To se pravi v gledališču v Piranu je to bilo. Ja. V vsakem primeru mene so te stvari vedno zanimale. Kaj se je zgodilo? Tukaj mi smo včasih rekli na terenu, tle, ker stanujem v Ljubljani, je bila ena gospa Bibrova, ki nas je otroke, da ne bi glih skozi bili na ulici, pa sej nismo mogli biti. Čeprav jaz pravim, danes je kazen, če starši koga pošljajo ven, ker danes mora biti. Včasih je bila pa kazen, če nisi smel ven. Ampak ni pomembno. In ta gospa Bibrova nas je vsaj 2-3 na leto ob kakšnih praznikih zbrala in med drugim smo za novo leto vedno imeli kakšno predstavo. V domu sindikatov, kinoteka je bila čast dvorana naša, kjer smo mi nastopali. In tukaj je bila tudi skupina, Gregor Tozon, Tomaž Tozon, Tozoni bratje. Znana glasbena družina. Ja, smo se skupaj predvajali te stvari. In tako sem jaz dobil tudi Tine Rožanc je bilo pa društvo železničarsko, umetniško in so imeli dvorano tam, ki je zdaj podrli se blizu avtobusne postaje in tam smo mi tudi nastopali. Jaz sem dobil vlogo enega kurirčka, grozen dolg tekst. Hvala Bogu, da sem si zapomnil vse, uro pa pol sem skozi govoril nekaj. In tja je prišel Dušan Povh z ekipo, ki so iskali igralce,
sodelavce za film Kekec. In jaz sem tam pač odigral tistega Kurirčka in so me povabili na poizkusno snemanje. In še celo najprej so se odločili, da bi bil jaz Rožle. Potem so pa spremenili s tem, da je hvala Bogu, ker ta, ki je odigral Rožleta, je naredil fenomenalno vlogico, se je majhna, ampak da pravo jaz ne bi tako dobro naredil. Jaz sem realen človek in pošten. No, v glavnem, bil sem povabljen zraven in sem več kot en mesec preživel v Martuljku. To ni bila igra, mi smo bili, rečemo, statisti, ampak skozi se je nekaj dogajalo okoli nas. In potem, ko je bila premiera filma, sem jaz pravzaprav sebe gledal v kinu, kamor sem hodil kot mulček. V Unijonu je bila premiera. To je bila prva stvar. Kasneje se je pa stvar razvijala naprej tako, da v Piranu pomorski šoli zraven je bil studio, kjer so ponavadi snemali filme s tujci. In mi smo služili denar kot statisti. Mene so pa organizatorji imeli zelo radi, zato ker je bila pauza, sem jaz vzel kitaro in igral in manj statistov je šlo se ga napiti v bližnjo gostilno, ko so mene poslušali. Tako sem jaz bil en. V glavnem, tam sem spoznal, to so igralci, ki tle niso toliko znani, ampak Franco Interlenghi, Antonella Lualdi, še francoski razni, tako da je bilo spet zanimivo, tako da sem film spoznal spet od bližje. Zdaj pa, če se vrnem k Kekcu, leta 1951 po snemanju Kekca sem šel jaz na počitnice v Srbijo in sem potem šel tudi v Ivanico, to je pa mesto, kjer je Soja Jovanović snemala prvi jugoslovanski film v barvah. To je bilo Pop Čira in Pop Spira. In jaz kot mulček, še imel 9 let, sem hodil tam okoli, pa tale blenda vam ni najboljš, kukar. Kaj boš ti nam tež? Ne, pusti me primeri. V glavnem. Tako da sem s filmom še naprej živel, jasno zelo rad hodil v kino. In potem, kasneje, sem pa sodeloval v filmu Grajski biki. No, o tem bova rekla kasneje še, ampak bi jaz vseeno želel, da greva kar lepo po vrsti. Zdaj sva pogledala Kekca. Zdaj bi, spoštovano televizijsko občinstvo, zdaj vas povabim, da si skupaj ogledamo kratek odlomek iz filma Kekec z letnico 1951 in eden od nastopajočih otrok, ki jih bomo videli v kratkem odlomku iz filma Kekec, je Lado Leskovar. Režijo prosim za posnetek. Dragi Lado Leskovar, zdaj pa bova govorila o grajskih bikih. Pomembna je letnica vsekakor 1967. Dodelili so ti vlogo, me pa zanima, grajski biki sva rekla, ne? Kakšno vlogo so ti dodelili in kje ste pravzaprav snemali film? In pa vsebina filma me tudi zanima. Vsebina filma bi bila daljši razgovor o tem, tako da jaz v to ne bi, če lahko. Okay. In pa sem povedal, da ko so mene povabili k tem filmu, so rekli, pa ti moraš eno pesem zapeti tukaj. In sem jaz zbral Menartovo besedilo, so rekli komponista in sem jaz takrat povabil Arsena Dedića, da komponira to. In potem so mi dali tudi, da je naredil glasbo za ves film.
Kar pomeni, da je bil to Arsenov začetek, ker Arsen je potem naredil, komponiral glasbo za enih 100 filmov, pa ogromno televizijskih oddaj. Zdaj ne vem točno naslov pesme, ti ljubi druge, jaz bom tebe ljubil in ti želel nezvestega moža. Poanta? V glavnem, jaz sem bil Nande in sicer sin Olivera Markovič je bila kakor moja mama. Ne, pardon, to je bila, da ne bom komplicirano, v tem filmu sem bil v čudoviti družbi. Kola Engelovski, sem rekel Olivera Markovič, gospa Petrič od Behima Fehmima žena, potem pa Stane Sever tudi. To so bili igralci. Izjemna imena. Pa Miha Baloh. To so vse čudoviti igralci ljudje in jaz sem se med njimi kar znajdel. In to je bil moj prvi res dotik. Zanimivost je pa ta. Takrat je bil studio Vibe v cerkvi svetega Jožefa. Ker je to malo kot sistem v Rusiji. V Rusiji so iz cerkve delali filmske studije. V mnogo cerkvah je bilo to. Pri nas ne vem, po kakšnem nalogu je pač šlo to. Ampak dejstvo je, da v cerkvi svetega Jožefa sem jaz, prej, ko sem bil mlajši, tja sem hodil gledati jaslice. Potem sem pa tam imel te scene, med drugim tudi, rečemo, posteljno sceno z Olivero Markovič in pol, ker je bilo konč po par letih, so pa spet cerkev, studio v cerkvi spremenili nazaj v cerkev. Na kar sem pa mojega sina Martina peljal gledati jaslice spet. Zgodovina se vrača. Tako. No, v glavnem ta film je bil kar uspešen. Potem so me pa povabili k filmu Kam po dežju, Kade po dождь. To je bilo tudi leta 67. Ja, to je tudi to sem želel vprašati. Ja. Z ekipo, v glavnem srbsko. Vladan Slepčevič je bil režiser, Stanislava Pešič je imela pa glavno žensko vlogo. Če se kdo spomni, Pozorište v kuči je bila ta. Točno, gledališče v hiši. Ja. In ona je bila zelo zanimiva gospa, žena od režiserja, in sva imela par zelo zanimivih scen, ne spet intimnih, kot sem prej. Kot v Grajskih bikih. Ja. V glavnem, ta film je bil tudi nagrajen na filmskem festivalu v Moskvi in sicer mislim, da je dobil drugo nagrado. In tam sem spoznal spet par zanimivih igralcev in igralk svetovnih. Tako da sem imel srečo pred vsemi temi stvarmi, da bi potem tudi takrat, to so bila moja filmska leta, izgleda plodna. Zelo plodna. Da sem bil pa tudi izbran za film Izadora. No, o Izadori bova kasneje govorila. Dobro. Deva zdaj privoščiti TV občinstvu en krajši odlomek iz filma Grajski biki, v katerem je zaigral tudi Lado Leskovar. Režijo prosim za televizijski posnetek. Tukaj vas hranimo in vas učimo, delamo ljudi iz vas, vi pa ne, kje pa, to vam ne drži. Bežite, zunaj pa kradete in se vlačite. Počakaj. Take svinjarije. Lahko bi si jih prihranila. Kakšna baba. Idiot. Leta 1968 pa si doživel pravi filmski triumf. Povabili so te k filmu Izadora, zaigral si skupaj slavno igralko Vaneso Redgrave. Kako so te našli filmarji? Kdo ti je dodelil to pomembno filmsko vlogo? To pa je vprašanje. Spet bom rekel, nisem zaigral, ampak sodeloval. No, zelo si skromen. Ne, pa glede na vse povedano, jaz vendarle mislim, da si kar igral. Ekipa angleška, ameriška pravzaprav, čeprav režiser je bil po rodu Čeh, drugače pa angleški režiser, Karl Reiss. In so snemali v Opatiji, ker Opatija je bila kulisa kot Monte Carlo 1923. leta. Ker tam je živela Izadora takrat. Ker je slična arhitektura
In ker takrat je bil pa ravno festival v Opatijski, kjer sem jaz tudi pel, in jasno, organizatorji so povabili ekipo na festival. Za to vlogo je bil že določen en iranski igralec, pa je zelo lep. Vse tajnice so bile zaljubljene vanga, ampak Vanesi nikako izgleda, da ni bil pri srcu. V glavnem niso se odločili in potem, ko je bila, to so mi potem povedali, Vanesa na tem koncertu je gledala, rekla, tale pokazale name na odru in potem so poslali menadžerko, gospod Mirjam Brickman in probno snemanje in zdaj meni so povedali, moji prijatelji v Opatiji, so rekli, Lado, če te karkoli vprašajo, znaš reči znam. Pa se boš pol že nekako znašel. Tako. In kaj je bilo? Mene so rekli, da bi moral tam plesati tango, foxtrot, pa avto, če znam voziti. Jaz sem pelal, takrat sem imel ravno en avto, ki sem ga imel zelo rad, Morisa 1100. Tisto 100 sem pelal, to Mirjam Brickman od hotela. Jaz sem bil v Kvarnerju, oni so bili v Ambasadorju, pa sem malo bil hiter zapel. V glavnem znam voziti. No, pa smo imeli pa to probno snemanje, ker bi jaz moral plesati tango in foxtrot. In jaz sem imel tam dve prijateljici, ki sta bili v Italiji v gledališču balerini, res v Trstu pa v Milanu. In sem rekel, dajte mi pomagati malo. In sem šel v trgovino in sem kupil ploščo Kiss of Fire, Louis Armstrong pa je tango, da. En star gramofon se si sposodil, včasih so bili tisti Toska prenosni. In smo pol ena od teh dveh balerin pa Lado, veš kaj, najtežji pri tangu je povezati figure. Čak te bom jaz naučila. In ona naredi eno figuro, pa ostalo prav, recimo to. In potem na snemanju sem rekel, imam lahko je svojo partnerko tle. In ona je meni z rokami in to me usmerjala kaj in kako. In še neki, ona je vstal pa prav, no recimo takole. To se pravi, naredile pauze ravno tam, kjer bi bilo treba najtežje stvari povezave enega lika z drugim narediti. In rekla, naredimo nekaj, pa pauze to. No, vse pol, ker sem bil zbran, zato so itak povabili enega plesnega učitelja iz Španije, ja, za tango. In sva vadila Vanesa pa jaz. Tako da je to, scena je kratka. Ampak kakšno vlogo si pa vendarle dobil potem v tem filmu? Jaz sem, vloga je imela ime Mr. Bogati. Po avtu, ki sem ga jaz vozil. Temle. Itak bomo videli odlomek kasneje. In so mi dali ta avto, to je bil čudovit avto iz leta 23. Kako je bilo voziti tak avto? To je bil avto takrat najhitrejši, 160 na uro šel, leta 23. In eno posebno gorivo, imel je dva mehanka, peljali so ga v, kako se reče temu, kontejnerju, čuvali in jaz sem potem moral trenirati in sem treniral po Opatiji in tam okoli, da vozim to in užival, to ni res. Užival, ja. Še pa še. No in potem smo pač snemali te scene, najbolj težka je bila scena, ker na koncu se šal od Izadore. Prav ta odlomek bomo videli, mi bomo videli potem v posnetku odlomek, kako pravzaprav vidva suvereno plešata. Zato se mi zdi imenitno, ker si to tako lepo opisal in tudi ta nesrečni šal, me zelo zanima. Ampak rad bi povedal, kako je prišlo, kaj se je zgodilo pri tem snemanju. To smo snemali v Moščeniški Dragi, zraven Opatije, in sicer, da kamera je bila na kamionu, ki je vlekel za sabo avto, ker avto ni imel motor prižgan, in sicer po cesti so mivko posuli, da kolesa so bila zabremzana, jaz sem z ročno bremzo držal kolesa in potem je ta scena bila posneta, ampak kaj se je zgodilo? Ko smo snemali to, se je odlomila ročka od ročne zavore in so se kolesa zavrtela tako, da je šal, kjer je bil pritrjen že pred montaža, potem se je delala, jasno, in je šal res skoraj malo se zadrgnil okoli Vanesinega vratu.
konc smo, 2 dni nismo nič snemali, ker bi se lahko zgodilo na snemanju skoraj to. Ker je suvereno, tudi ko vidimo mi ta posnetek prvič, to suvereno vožnjo, ta ples je meni všeč in tudi kako jo zadavi v bistvu tišo. No, v glavnem to je bilo tako in pol, ko smo to, jaz sem takrat se odločil, ker je bil tudi en honorar, zelo prijeten in sem se poročil tam pa ti drugič. In je Vanessa bila priča meni, Franco Nero, Vanessin partner, pa moje ženi. In to je bila res prava poroka, ker je bilo tam dosti starih avtomobilov, tako da smo se pelali na poroko v Vološko, je bila v tisti občini, z Rolls Royceom s pozlačenimi klukami. Igrali so Splitski delfini v belih smokingih tam okoli in so igrali All You Need Is Love. In tako, bilo je malo drugače ponavadi. Po glavnem pol smo imeli sprejem celo noč, ker je bilo spet za te Amerikance in Angleže, imeli smo jasno ražen vse, ampak kuhali smo pasli na naš način. In oni so prvič so nekaj takega jedli, pasel fižol, ne, torej. V glavnem, fajn je bilo. Skratka, s tem filmom so bile potem dogodivščine, poročil si se. Ja, jaz sem tudi. Ja, ampak bi pa vseeno nekaj te povprašal. Film je bil potem leta 1968 nagrajen na Canneskem festivalu Zlato palmo. Pa moram te popraviti, Zlato palmo je dobila Vanessa Redgrave za vlogo. A za vlogo, ne kot cel film. Ne, fino, hvala lepa za ta podatek in tako. Ampak to pa je vprašanje potem. A smo mi ta film na ljubljanski televiziji oziroma kasneje slovenski televiziji kdaj videli? Glede na to, da sem jaz precej filmofila in to, predvsem za to staro klasiko, moram iskreno priznati, da se ne spomnim, da bi ta film bil kdaj na slovenskih ekranih. Jaz ne vem, ker to so bila leta, ko sem živel v Beogradu. Ja, no, lahko da je bilo prej, ampak... Med drugim je pa film bil na festu, na Beogradskem festivalu in je Vanessa prišla in jaz in sem šel, pač z Vanesso sva šla na oder in... Ker bi bilo zelo lepo, ne, da v kakšni obletnici pokažemo ta film in tako, ne. No, da se vrnem samo na to. Grajski biki in Campo de Giu so bili tudi na Pulskem festivalu. Jugoslovanskem, v Puli. So dobili nagrado? Ne, ampak predvajani. In to se pravi, jaz sem bil tam 2-krat kot igralec v areni, na odru, kar so tudi posebna doživetja. Zagotovo. Bil sem res v družbi naših igralcev pravih in to je zame čast bila velika. To, kot je bila zame čast, ker je enkrat z gledališko eno predstavo Stane Sever v Beogradu so gostovali in ekipa in potem jasno smo šli v klub književnikov in vse in pol so rekli, da bo hitro spat, ker ob 9 zjutraj gre vlak v Ljubljano. In to je bilo že ne vem, v kateri uri proti jutru. In jaz sem rekel, gospod Stane, jaz sem ga vikal vedno njega, vas bom prišel spremiti na postajo. Ma ne. In jaz sem res kupil malo grozdja, malo vina, vsega in sem bil ob 9 na postaji pri vlaku in to jim dal za napot. In čeprav sem spal mogoče uro pa pol 2 in Stane mi nikoli tega ni pozabil. Je bil zelo hvaležen. Ne, pa mislim, kaj tacga enega mulca tam se ne zgodi. Taka prijazna gesta. Ja. Kaj je lepšega kot drugim delati lepe stvari? Brez dvoma, se globoko strinjam. Spoštovano televizijsko občinstvo in zdaj si vsi skupaj oglejmo slavni filmski prizor, kjer bomo videli skupaj plesati Vanesso Redgrave in Lada Leskovarja. Videli bomo tudi, kako Lado svojo partnerko Vanesso prevaža z Bugatijem in žal tudi nesrečni prizor, ko glavna igralka umre. Režijo prosim za televizijski posnetek.
Dragi Lado, v življenju si srečal številne znane filmske igralce in umetnike iz show biznisa. Pa me zanima, koga vse si srečal? Najprej bi povedal eno drugo srečanje, ki je meni pustilo poseben spomin. Alberto Moravia, ta znani pisec, je bil ravno v času, ko sem jaz tudi nekaj snemal v Tučepih, v Makarska riviera, tam in smo 10 dni se družili in to so bili čudoviti razgovori, ker sem jaz samo, gledal, čist druge stvari sem spoznaval, ki jih prej nisem vedel. Potem recimo Michael Palin, znan angleški avtor in to, ki je bil tukaj pri nas in v knjigi New World, njegovi v slovenščini in angleščini, je fotografija, kjer smo Martin, Verica in jaz sem mu še celo tam pel, ko smo snemali to, pel balado za mrtve vagabunde, to, ko sem že prej govoril o tem. In rekel, kako ti kar 3-4 pa kar poješ, rekel, zakaj pa ne? Že toliko dolgo pojem, da sem se malo naučil, tukaj večkrat rečem. Tako da je bilo, tudi v Londonu smo se srečali, me je peljal na kosilo in tako, kar so velike stvari, ko sem jaz enim tukaj pri nas čudovitim ljudem rekel, jaz grem pa jutri že na kosilo z Michaelom, ker to je res, on je posebna osebnost. Zagotovo, ampak kaj pa Beograd? V Beogradu si srečal slavno Elizabeth Taylor in Richarda Bartona. To je bilo v Nišu. A to je bilo v Nišu? Jaz na filmskem festivalu v Nišu, Richard Barton, Liz Taylor. Kakšne spomine imaš? To sta dva tako velika igralca. Ker jaz tle mal... Sta se pokazala kot zvezdnika ali si se lepo pogovarjal z njima? Prvič, ona je mecena, tam okoli 1,60 m. Pa izredno, kako se reče, razmerja so pravo vse. Ona je lepa, tudi če je mečkana. Izjemno lepe učke, ne? Vse, in roke in telo in vse. On ima pa poseben zanimiv glas. In kako govori. In potem sem jaz ostal z njima, ker pač angleško, hvala Bogu, nekaj znam. In smo do zjutraj tam v hotelu ga malo. S tem, da sem jih pol zjutraj speljal na trg v Nišu. Pijaca, ki je pa nekaj posebnega, kaj tazga, ona dva in v Angliji in Ameriki ne morata doživeti. Si jo prepoznali ljudje tam v Nišu? Ne, ker tu so prišli res, tam je to posebno. No, tako da to je bila ena stvar. Katerega leta je to bilo? Približno se spomnil? Ne spomnim se. Tako da sem posnel... V 60-ih najbrž. Jane Birkin sem z njo nastopil tudi, potem Chaplinovo hčerko, potem Civka... Geraldine, ne? Geraldine Chaplin. Potem imena, ta igralka italijanska, blondinka, ki je umrla zdaj pred. Rafaela Cara? Ne. Prav znana filmska igralka. Tega je bilo res veliko in hvala Bogu. Roger Moore je recimo pri meni bil doma na Pražakovi, Vanessa je bila tam, je rekla, v kjer omaro lahko je svojo obleko obišem, tako bomo že najeli plac tudi zate. Tako da je bilo kar dosti. Kaj pa po tujini, ko si potoval, si mogoče srečal še kakšno znano osebnost, mogoče Audrey Hepburn? Ne, nažalost, čeprav bi bil zelo vesel, da bi bil srečal. Ampak sem pa Franz Gall srečal, recimo. V Londonu sem pel v Camden Theatru, potem tudi druge francoske igralce, italijanskih, že tudi jasno. Jaz sem pel skupaj, torej z Mino, z Milvo, pel sem z... kako so že rekli, ni pomembno, potem Sergio Endrigo, Gino Paoli, na koncu Modunjo, ki je taka veliko ime, je pel na Splitskem festivalu leta 1968. In takrat se je rodil moj prvi sin in Modunjo je pred kompletnim auditorijem tam rekel, no, tole pesem pa posvečam mojemu prijatelju Ladu Leskovarju, ker sem jo uredil danes sin. In je pel pesem Meraviglioso, ki jo je napisal za svojega sina. Tako da to so doživetja posebna. Jaz sem pravzaprav vesel, da se mi je to dogajalo. Se s tem nič ne važim, ampak hvala Bogu, da se mi je zgodilo. Kakšne priložnosti sta se pa srečala z Rogerjem Moorom? Roger Moore je predvsem
bil tudi ambasador UNICEF-a, tako kot jaz. Aha, po tej... Tudi Vanessa je bila ambasadorka UNICEF-a. Tako da zanimivost je recimo, da so Vanessin oče, tudi jasno prvi mož, vse so dobili lady, mama naziv, to se pravi aristokratiki in kraljice. Izjemne osebnosti. Ja. Ampak Vanessa pa ne. Vanessa pa ne. Čeprav Oscar je, Palme, Kakšen vtis je pa Roger Moore naredil nate, recimo, kad je obiskal on je bil tudi v lušen, Ljubljani? mi smo se Zelo veliko prijeten družili gospod. neparkrat, pa bili na otočcu, pa tukaj po Sloveniji. Sta o Bondijadah kaj govorila? Prosim? O Jamesu Bondu sta kaj govorila? Niti ne. Ker Niti to je, ne. Ja, ampak mimogrede dejstvo tako je nekaj, vprašam. Roger Moore je tako luškan, oni so si drugače predstavljali vse to. Jaz sem le za njih bil tle na zvezda, ker sem pač ambasador UNICEF-a. In prav Vlado, veš, lej, tle imaš vizitko mojo, jaz sem, veš, pozim sem v Monte Carlo, polet pa v Ženevi, ko boš imel cajt priti na kakšen drink, ne? In jaz sem si, seveda, jutri pridem, ne? Ampak dobro, vse to v redu, moram zdaj pa spet, dobro, blago se mora samo hvaliti. Imel sem srečo, da so me ti veliki ljudje sprejeli kot svojega, zato ker sem jih znal poslušati, zato ker sem jih pošteno gledal v oči, brez kakršnih koli zadnjih misli, ker sem bil počaščen, da sem lahko v njihovi družbi in oni so to čutili. In res imam veliko prijateljev, tudi rečemo magar dobrih znancev, iz teh takih krogov, ki so čist pesniki, pisatelji, slikari, zadnjič, ko sem šel v Benetke obiskati Safeta Zeca, slikarja fenomenalnega, jaz mislim, da je on en Michelangelo današnjega časa. Tako kot sem drugi ljudi, meni ni težko, če hočem spoznati nekaj ali pa doživeti, v istem trenutku se odločiti pa je kamorkoli. Po svetu. Ja. Drago Lado, dovoliš še kakšno vprašanje? Lahko še kaj vprašam? Kolikor želiš. Vem, da si sodeloval z slovenskimi gledališči, različnimi, pa me zanima, katerimi gledališči, omenjal si opero. Zanima me, kakšne vloge so ti dodelili gledališki režiserji po gledališčih? Tako spet vedno sem bil jaz pravzaprav sebe igral. Jaz sem bil Lado Leskovar tam pač brez To se pravi, da si kaj zaigral, zapel? Tudi to. Jaz sem bil ena in druga v Mladinskem gledališču ljubljanskem igral in pel. In ta predstava je potem na Borštnikovem srečanju dobila nagrado za glasbo. Pomeni, tudi jaz sem nekaj pripomogel. Zagotovo. Naslednja stvar je bila, da sem sodeloval v predstavi Gost se blešči, Šoma Blista. Čudoviti ekipi, 46 predstav smo imeli, Đuza Stojiljković in taki igralci znani, in kjer sem imel tudi zelo zanimivo vlogo, s tem, da še to povem, to je bil Atelje 212, ena od najbolj znanih gledališč. Beograjsko gledališče. Ja, v gledališču v Jugoslaviji. In spet to je tudi zanimivost. Jaz sem v tem gledališču nastopil predno Radko Polič, ali pa za mano je nastopil Boris Kavaca v Glembajevih, recimo v tem istem gledališču. Jaz pa kot nihče pravzaprav po igralskem merilih sem imel to srečo, da so me angažirali tam. Ampak, tudi ta predstava, še to moram povedati, je dobila nagrade na Borštnik je bil z Ljubljano, z Mladinskim gledališčem, to je bilo pa na Vsejugoslovanskem gledališkem festivalu v Novem Sadu. Deva reče kakšno besedo o matični radijski hiši, se pravi, kjer si bil v službi dolga leta na Radiu Slovenija. To pa vem, da te je k sodelovanju večkrat povabilo tudi uredništvo radijskih iger. Izjemno so te cenili, se pravi, Rosanda Sajkova, znamenita režiserka, Sonja Stoparjeva, kjer si nastopal tudi v radijskih igrah. Kako se spominjaš tega obdobja? Vem, da so te večkrat povabili. Predvsem se s tabo popolnoma strinjam, da so bili to izjemni izvajalci del radijskih, da tako rečem. Izredno, in jaz sem se z njimi razumel in zanimala me je
tudi ta smer umetnosti. Jaz vedno pravim, glasba je mogoče ena najširša veja umetnosti, ker te celega objame, ker deluje na tvoja čustva, tudi brez besed, ker je lahko, pa ne mislim na pesem Berta Ambrož, tudi lahko. In glasba je tudi nekaj, kar te lahko spremlja, kot opravljaš kaj drugega, kar je težko pri drugih zvrsteh umetnosti v glavi. Zagotovo. No, tako da sem jaz imel pravzaprav res srečo, s tem, da sem bil pa tudi sam zoprn in siten. Jaz sem se podajal v stvari take, ki bi vsi rekli, kaj je zdaj to, ampak jaz sem pa iz tega vsaj za svojo notranjost, rečemo dušo in srce, potegnil lepe stvari. Spet ponavljam, telo naj bo zdravo zato, da ima duša kje zastanovati. Kako čudovita misel, hvala za njo. Če nadaljujeva, poglej, v založbi Mladika je išla tudi tvoja knjiga z naslovom, to knjigo imaš pred seboj, Lado, ena sama ljubezen. Prosim, da nam jo predstaviš našemu televizijskemu občinstvu. To je pravzaprav biografski, ne vem, če lahko rečemo roman. Napisal ga je Matej Kranjc, ki je sam tudi glasbenik po svoji dejavnosti razni, piše besedila pesmi. In tukaj je pravzaprav, jaz sem mu govoril o mojem življenju, on je to snemal in napisal. In potem jaz tudi mislim, to je pa mogoče prepotentno, da sem čist kar pismen človek v principu. In sem rekel, no pa dajte mi vsaj eno stran, da imam zase. No in zadnjo, nekje na koncu imam eno stran, v kateri bom kar prečital lahko, samo eno zelo kratek odlomek. Temu sem rekel za govor. Če je predgovor, naj bo tudi za govor. No in potem imam ene svoje misli, predvsem pa to, kar bom zdaj prečital, je požegnala moja soproga, tako da brez skrbi. Gospa Verica. Tako. Evo, še beseda o mojih prijateljicah med zakoni. Hvala z velikimi črkami. Naredile ste mi življenje lepše in zanimivejše. Upam, da tudi jaz vam. Bile ste vredne greha. Zelo dobro. Zdaj pa še, ker smo pri knjigi, še to bi kakšne fotografije tudi pokazal? Sej bomo ponudili mogoče, ki sem jih dal prej. Ja, bomo pokazali. Ja, jaz bi pa rad povedal, kako se začne pravzaprav predgovor, ki je, kaže, no pa če povzamem, Matej Kranjc pravi, izjavo starega Ladovega prijatelja, maestra Davida Šuligoja, ta pove pa še vse ostalo, kar je prej bilo rečeno. Na svetu sta večni samo dve stvari. Piramide in Lado Leskovar. Je odličen kompliment. Mislim, meni se dopade. To zapravi piramida večna in Lado Leskovar. Samo trenutek, jaz sem bil zdaj pred 2 mesecema v Visokom, tam pod piramidam, ki jih ima ta Semir, čudovit človek je to odkril. Ne spuščam se v to, ali je to res ali ne res ali kaj. Predvsem on mi je razložil, da te piramide so pravzaprav strelovodi oziroma sprejemniki za energijo vesoljsko. Ker jaz spet imam svojo razlago, da energija je Bog, ki mu pač nekje rečejo tako, drugi je tako, v to se spet ne spuščam. Ampak energija je res nekaj, kar je okoli nas in kar nas drži in kar še celo, ko nam telo odmre, ostane. Oziroma, ko nam duša gre kamorkoli. In ta energija je nekaj, kar vsem gledalcem pošiljam zdaj, ker jaz imam neke energije. Še celo moji prijatelji so rekli, pa si začutil kaj tiste energije v piramidah, ker baje ljudje, ki pridejo tam, kakšna energija. Jaz sem rekel, jaz nič nisem začutil. Ja, kako? Se pa izgleda, da imam jaz več energije, kot piramide. Zelo duhovito. Dragi Lado, si tudi slovenski ambasador pri UNICEF-u. Kaj lahko poveš o tej pomembni vlogi v tvojem življenju? Kaj konkretno delaš pri UNICEF-u? Zdaj le moram te popraviti, pa nič hudega, nisem več.
ampak sem bil pa več kot 20 let. No, prosim. In pravzaprav jaz sem že vedno, vse življenje, to, kar sem prej rekel, da najlepše je delati drugim lepo, ker če nekomu nekaj lepega narediš, si naredil tudi sebi. To je moje mnenje. Zelo plemenito. In ker sem že predtem se s tem ukvarjal, so me pri UNICEF-u povabili zraven in sem doživel zelo težke trenutke. Meni je vsred Afrike umrl otrok na rokah. Ko smo bili v Burkini Faso, smo bili v eni podeželski porodnišnici, kjer otrokom prvih 7 dni niso dajali imena. Zato, ker ogromno otrok umre takoj po rojstvu. In so rekli, da je žalost toliko večja, če nekdo z imenom umre, kar je bilo za mene. S tem, da sem pa v Namibiji, pa v Burkini Faso, pa tudi drugje, pa učil otroke, recimo 5 zemlje pleše. Kako so se odzivali? Ja, bravo, ker melodija je taka, da gre v šesa, besedilo so pa pel na kakorkoli mi je pasalo. Tako kot ko sem bil v Šrilanki leto po cunamiju, sem tam, ker smo bili v enem kraju par dni, sem tam otroke probal spet nazaj k morju pripeljati, ker so se bali. Tam pa živijo od morja, od ribarjenja, do vseh stvari. In jaz sem jih jim pesmice pel, jih navajal spet nazaj, tako da sem jih spet k morju pripeljal. To so take stvari, ki so čist nekaj posebnega. Najbolj hudo je pa to, ker čutiš, da ne moreš pomagati. Čutiš, da ne moreš pomagati, svet je pa grozen, ker to, kar se dogaja v svetu, recimo, zame je res, ne bi grde besede uporabljal, da se tam par ljudi, ki imajo ogromne denarje, gre z raketo gor, da bojo malo daleč videli zemljo, tle pa milijoni otrok umirajo od lakote ali pa od bolezni in tako. Tako da se globoko strinjam. Cenjeni Lado Leskovar, skoraj sva že prišla do konca najinega pogovora. Leta 2009 si prejel prestižno Ježkovo nagrado za življenjsko delo za izjemne dosežke in opuse v radijski in televizijski ustvarjalnosti. Najbrž si nad nagrado še danes zelo ponosen in ti veliko pomeni. Čist iskreno nam povej, ni vsakdo dobil tako prestižne nagrade. Ježkova nagrada je zelo prestižna nagrada. To že morava povedati. Seveda sem vesel te nagrade. Nisem presenečen, ker sem se iskreno ukvarjal s tem, da sem blizu Ježkov. In če je to njegova nagrada, mislim, da je to pomembno. Predvsem s šansoni, s poezijo, z vsemi stvarmi. Gre pa zdaj za nekaj. Ko sem dobil jaz Ježkovo nagrado, par ljudi je bilo proti, kot ponavadi, se vseeno, ampak takrat na tej dodelitvi je bil tudi Tomaž Pengov, ki ga jaz izredno cenim. In sva se družila in njegov način petja, poezije, kako je igral kitaro, vse izredno. In Tomaž je prišel k meni in mi je čestital in rekel: Lado, Ježek tam gor je zdajle ziher srečen in vesel, da si ti dobil njegovo nagrado. Lepšega komplimenta v življenju nisem dobil. Nisi dobil. To je čudovito slišati. Tako kot zdajle pa čist ob rečemo kritiki oziroma poslušanju tega koncerta, ki sem ga imel ob 80-letnici, mi je napisal kot čestitko, kot moj čudovit tudi prijatelj Adi Smolar, ki je kot kolega napisal tako lepe stvari, da so meni solze prišle. Jaz se ne sramujem solze so stvari, ne samo, da si umiješ oči, ampak čustva, naj pridejo in zakaj pa ne. In on je tako lepe čestitke mi napisal in rekel, da je počaščen, da se oba ukvarjava pravzaprav z isto stvarjo in da je nanj ga delovalo, da jaz kako vem, zakaj gre, kako dikcijsko je to v redu, kako je glasbeno to v redu. Same, ko na koncu oddaje se moram malo hvaliti. Ja. Dobro blago se samo hvali. Ampak vprašam pa naslednje. Že je res, da si imel ta koncert v Studiu 26. A si lahko poslušalci, gledalci obetamo še kakšen koncert ob 80. obletnici? Recimo se bi ti lahko posvetili Poletno noč, recimo ta gala koncert, ki je vsako leto meseca junija.
iz tvojih Upam, da se kdo ust spomni. uredniška ušesa na RTV-ju. globoko upam. To je, jaz bi imel, jaz rad pojem, meni je to potreba, spet pravim, mislim, da že tako dolgo pojem, da sem se malo naučil. To se pravi, da ni problema, če bi kdo to želel, jaz sam pridem, vse naredim, kar je treba. Jaz sem tudi pri organizaciji mojega koncerta pred 5 leti ogromno sam sodeloval, sam iskal sponzorje in tako da meni je res nastop pred živo publiko doživetje. Jaz za to živim. Ampak kako pa komentiraš dejstvo, recimo, ko tvoje pesmi zapojejo drugi pevci, ko recimo organizator povabi, na nek način ignorira še živečega pevca, ki še aktivno poje. Mislim, s to zadevo si jaz nikakor nisem na jasnem. Glej, zdaj bom jaz spet tisto Ja. frazo iz pesmi, ki jo poje Neca Falk, kako sva si različna, ne? Čeprav sva si ista. S tabo se strinjam, samo to so stvari, na katere jaz ne morem vplivati. Zdaj je jasno A je to čisto... kriva programska politika? Kaj bi? Jaz Gre nimam za to, da odgovora. pravim, da nekateri ljudje niso dovolj razgledani, drugih No, mislim, intelektualni da bo ta nivo odgovor ni pravi. na pravem ta prav. Velikokrat pozabijo, cel kup momentov je, ki niso opravičilo. No, dragi Lado, potem se pa pustiva presenetiti, mogoče se organizatorji letošnje poletne noči spomnijo nate in posvetijo to poletno noč tebi. Jaz bom iskreno vesel. Tudi, če ne bom to dobil, bova midva v mislih preživela kakšno lepo poletno noč. Zelo lepo. Spoštovani Lado Leskovar, lepa hvala za pogovor, za številne spomine, ki si jih delil s televizijskim občinstvom. Želim ti obilo trdnega zdravja in da nas bo še kot vrhunski popevkar in šansonjer s svojim petjem razvajal še dolga leta. Hvala, veš, to bojo pa rekli, pa daj ti ta stari naj že nehajo, ne? To bojo mogoče rekli zame. Ne, pomembno je, da glas služi. Glas je tisti, ki je najbolj bistven. Ampak Jaz pa mislim, da glas, zdravje. če služi samo za takrat, kadar ima kaj zapovedati. no, zelo dobro. Odlično, pa naj bo to ena lepa iztočnica, prijazen pozdrav in srečno vožnjo nazaj v Ljubljano. Tebi hvala za ta razgovor, za vprašanja. Hvala ti za to, ker si eden redkih prijaznih ljudi do mene. Evo. Hvala lepa. Srečno. Spoštovano televizijsko občinstvo, tako smo sklenili oddajo Nostalgija z Ladom Leskovarjem, vrhunskim pevcem in šansonjerjem. Ponovno se vidimo prihodnji torek ob enakem času. Srečno.